Ja, vsaka medalja je želena, čeprav smo si želeli zlato, ampak tudi srebrna je v redu. Tako da na zlato bomo še jutri. Špela. Je že na ogrevanju, je prvo prišlo do manjšega zapleta, ko Stjepana niso pustili zraven, tako da smo se morali prvič, odkar veslava K2, ogreti same. Tako da meni se je zdelo že od tega začetka, da čoln ni stekel tako dobro kot sicer na ogrevanju. In mogoče se je to pol poznalo čez tekmo, ampak medaljam se ne gleda v zobe, super zadovoljni sva s srebrom in jutri bomo dali še enkrat vse od sebe, da ponoviva vajo. Videli smo zelo zanimiv finiš, na koncu ste bile 4 posadke od 2. pa tam do 5. mesta v manj kot pol sekunde. Ste vi vedele, kateri sta? Ja, ne vem, jaz sem bila spet tista, ko se je obrnila na desno in ko smo videla, da smo 4 posadke na kupu, me je kar malo stisnilo v srcu, ja, da nismo 4., ampak pol smo bile 2. in je bilo vse zaman tisti stisek, tako da je vse bilo na naši strani. Špela, kakšen čutek ste vi imeli? Jaz sedim od spredaj, tako da imam boljši pregled nad dogajanjem, tako da videla sem, da so od štarta še naprej, ampak potem so prvo odpadle Nemke, potem verjetno še tiste druge, tako da ko smo prišli v cilj, sem izvidela, da sva bile druge, bilo je tesno, ampak dovolj za drugo mesto in dovolj, da se je videlo, da sva bile druge. To je šele vajina 3. tekma sploh na 200 metrov, 2. mesto pa 2 prvi, odličen razplet vsega skupaj. Ja, prvič nas je nekdo premagal nas je nekdo, proti katerim se še nismo tekmovali na 200 metrov, tako da ne vem, bomo ponovili naslednjo leto, pa bomo videli, kdo bo takrat zmagal. Špela, teh 200 metrov je nekako naknadno skočilo v vaš repertoar. Ste zdaj zadovoljni, da ste se tako odločili? Ja, sigurno. Vsaka medalja je medalja. Letos so Belorusinje razred zase na vseh disciplinah. Že v Minsku so pokazali, da na 500 metrov jim ni bilo para, so šle naprej ko en hitri vlak in vse druge so se borile za tiste 2 ostali medalji in jaz upam, da jutri ne bo tako, da bova tudi mi 2 vmešane v tisti boj za čisti vrh, ampak kot sem že rekla, sta res vrhunsko pripravljeni in mislim, da jih bo tudi jutri težko premagati. Skozi kvalifikacije in polfinale je bilo videti, da sta v ospredju. Pred jutrišnjim dnem ostajajo enaki občutki za jutrišnji finale? Ja, pač tekme so kar naporne. Ena stvar je videti, da samo tekmuješ na progi, druga je stvar, kaj vse se dogaja do tistega štarta in je kar naporno, ampak bomo šle s trezno glavo na štart, jutri je pomemben dan in bomo dali vse od sebe, da dosežemo tisto olimpijsko kvoto, ki si obe zelo želiva. Vajin občutek pred odločilno tekmo za olimpijske igre? Jaz mislim, da je dobro, da so danes bili gledalci in da jih je bilo dosti in da sva to sprobali danes in ne jutri in mislim, da mogoče tudi to nas je malo vrglo iz tira, ker do zdaj je bilo vse tiho, danes je pa kar donelo na tribunah in čeprav jutri Madžark ni, verjetno ne bo tako glasno, ampak takrat bojo navijali za nas in bojo tista podpora iz tribun za nas. Vse sreča. Hvala. Hvala.